Raziskovanje kreditnega in kmetijskega zadružništva na Sevniškem je bil zahteven projekt, saj o tem ni bilo napisanega skoraj nič. Ta tema je bila nepopisan list, so besede avtorja knjige ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem, Oskarja Zorana Zediča. Hranilništvo oziroma kreditno zadružništvo, ki opisuje prvi del knjige, je obravnava nastanek prvih hranilnic in posojilnic na Sevniškem, začenši z letom 1882 v Sevnici, potem pa tja do prve svetovne vojne se jih je pridružilo še 8, po prvi svetovni vojni še 1, na kar so v času med svetovnima vojnama nastale oziroma bile ustanovljene prve zadruge z področja kmetijstva, začenši z splošno gospodarsko zadrugo v Sevnici, ki je pravna predhodnica sedanje kmečke zadruge Sevnica. Kot pove Zedič, knjiga ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem v nadaljevanju obravnava ustanovitev kmetijskih društev in zadrug v Šentjanžu, Tržišču, strojne zadruge v Krmelju ter pašniških in gozdnih zadrug v Sevnici, Boštanju in na Studencu. Čas po drugi svetovni vojni, vemo, je bil zelo buren, sploh prvo desetletje. Na Sevniškem je bilo v tem času ustanovljenih kar 35 različnih zadrug z področja kmetijstva, tako nabavno-prodajne, splošno-kmetijske, živinorejske in pa kmetijsko-obdelovalne zadruge. Te so bile največkrat premajhne in neživljenjske, zaradi tega so jih začeli ukinjati in priključevati k večjim zadrugam. Od leta 1965 je bila v Sevnici samo še ena zadruga, kmetijska zadruga Zasavje Sevnica. Kmalu se je nato preoblikovala v kombinat, v začetku 90. let pa so spremenjene družbeno-politične razmere pripeljale do odcepitve temeljnega obrata s kooperacijo pri takratnem kmetijskem kombinatu Sevnica in ustanovitve sedanje kmečke zadruge Sevnica. Sevniška zadruga je resnično prava zadruga, delujemo na vseh področjih, zadružništva skratka odkup kmetijskih pridelkov, živine, mleka, lesa, kar nas dela kot prava zadruga, je pa tudi to, da predelujemo v meso, mesne izdelke, grajske mesnine so poznane širom Slovenije. Mislim, da je naša usmeritev v tradicionalne produkte, se pravi sol, poper, dim in veliko truda prava, to kupec išče, kupec je začel to ceniti in zadnjih nekaj let vsako leto dosežemo kar značilno rast na področju izdelkov. Zadnja 4 leta poslujejo pozitivno. Zorjančič ocenjuje, da je panoga zelo zahtevna. Posebej z blokado ruskega trga je na evropskem trgu višek mesa, kar doživljajo kupci informirani v zadnjem času z tudi manj kvalitetno robo. Tukaj pa mislim, da je naša prednost, ker nam kupci zaupajo, vejo, da odkupujemo meso lokalnih rejcev, živali, goveda vzrejena na Posavskem, prašiči ravno tako, in tu mislim, da bomo v prihodnjem obdobju lahko dosegli neko normalno rentabilnost. Kmečka zadruga Sevnica, ki ima letnega prometa 21 milijonov evrov, se na nabavno-prodajnem področju povezuje tudi z okoliškimi zadrugami. Med drugim je vključena v pred 3 leti ustanovljen nabavni konzorcij K10.